Deca, hoče se gremo malo špilat? Ja! Kanglica, vodo drži. Kdor se ozira, po kuklo dobi. Kanglica, vodo drži. Kdor se ozira, po kuklo dobi. Kanglica, vodo drži. Kdor se ozira, po kuklu dobi. Stop! Gremo rajši plesat! Ja! Spoštovani gostje in pozdravljeni na slovesni prireditvi ob 30. obletnici delovanja Turističnega društva Pekre. Začetki društva torej segajo v čas pred ustanovitvijo lastne države, ko so najbrž na svet prišli starši teh luštnih otrok, ki so nas navdušili s svojo prezenco na odru. Na začetku današnjega dogodka se nam je torej predstavil pevski zbor sosednjega vrtca Studenci enote Pekre, pod vodstvom mentoric Nine Križanec in Katje Karvek-Niplič v skladbah Na Plenicah, Po Koroškem pokrajinskem in Kje živi pravljica. Na harmoniki jih je spremljal Davorin Repolusk. Pa en aplavz za prvo skupino. Otroci plesne skupine vrtca Studenci enota Pekre so se predstavili z igro Kanglica. Zaplesali so tudi slovenski ljudski ples ob bistrem potoku Jemin. Mentorici plesne skupine sta Metka Lajh in Maja Rader. In o tem, zakaj smo danes zbrani, nam danes pove dolgoletni predsednik Turističnega društva Pekre, gospod Zlatko Bartlič. Dobar večer. Spoštovani, veselje nam turističnim zasenjakom Turističnega društva Pekre je, da lahko ob naši 30. obletnici delovanja društva lahko med nami pozdravim gospoda Pavla Hevke, predsednika Turistične zveze Slovenije. Gospod Alenko Iskra, podžupanja mestne občine Maribor. Gospoda Janeza Reviča, predsednika Štajerske turistične zveze. Gospod Zvonko Debenjak, predsednica Sveta krajevne skupnosti Pekre. Gospoda Staneta Kozarja, predsednika Občinske turistične zveze Maribor. Gospoda Vasa Ciremana, predsednika Društva invalidov Maribor. Gospod Mojco Kirbiš, ravnateljica osnovne šole Rado Robič Limbuš.
predstavnike društev, turističnih društev in društev krajevne skupnosti Pekre. Predstavniki medijev, ki nas besedo in sliko ponesejo po Sloveniji, donatorji, sponzori, kateri nas finančno, materialno podpirate pri naših projektih. Danes je debata ali 30 ali 31. obletnica turističnega društva Pekre. Turistično društvo Pekre se je uradno registriralo 1989. leta. Čeprav je pobuda o ustanovitvi društva leto dni prej, torej 1988. Na upravnem odboru društva smo sklenili, da se letos, torej 2019, praznuje 30. obletnica delovanja društva. O delovanju društva v 30 letih ne bom podrobno spregovoril, saj bo to pokazal v našem filmu, v katerem skušamo prikazati 30-letno delo društva, kraj Pekre pa postaviti na turistični zemljevid. Koliko smo uspeli, pa boste sami ocenili, zavedamo se, da bi lahko še več posneli in povedali, žal pa pridobivanje slikovnega in besednega gradiva težavno, saj ga le malo ohranjenega. Kljub temu pa moram spregovoriti o projektu Festival komedije, katerega smo letos 15. izvedli, kraj Pekre pa postali prepoznavni po celi Sloveniji in za mesto, kjer je kultura doma. Pekrske dogodke 23. maja 1991 ohranjamo s tradicionalnim spominskim pohodom Pekre 1991 in spominsko sobo v Domu zaščite in reševanja v Mariboru. Društvo je dejavna izletniška, hortikulturna in kulinarična sekcija, katera vam je za današnji dan spekla dobrote, katere boste lahko okusili v Domu prostovoljnega gasilca Pekre, katerim se moram zahvaliti, da so v vseh 30 letih šli z nami z roko v roki in tudi marsikatero izvedbo naše prireditve skupaj organizirali. Poudarek pa damo tudi našem pomladku. Za dosedanje delo in trud bi se zahvalil bivši vodji vrtca Pekre, gospe Sanji Belina, kako tudi sedanji vodji vrtca gospe Nini Križanič, ter vsem vzgojiteljicam in osebe vrtca Pekre za dosedanje vložen trud. Zahvalil bi se rad za dosedanje sodelovanje Občinski turistični zvezi Maribor, Štajerski turistični zvezi in Turistični zvezi Slovenije. Prav tako pa tudi mestni občini Maribor, Zveze slovenskih častnikov, Društvo vojnih invalidov Maribor in Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Hvala tudi donatorjem, sponzorjem in medijem za vso podporo, saj brez njih ne bi mogli tako uspešno izpeljati naše projekte. Brez aktivnega prostovoljnega dela članic in članov društva ne bi bilo naše društvo tako uspešno in prepoznavno. Zato jim gre velika hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj na oder vabim gospod Lenko Iskra, podžupanjo mestne občine Maribor. Spoštovani gosti, predvsem pa spoštovani predsednik društva, gospod Partlič, spoštovani predsednik Turistične zveze Slovenije, gospod Pavel Hevka in seveda vsi ostali visoki gosti in vsi obiskovalci današnje svečanosti. Res mi je v veseljen čas, da vas lahko danes tukaj pozdravim, saj sem dolga leta delala v turizmu in tudi še sedaj v tej vlogi občinske funkcionarke skrbim nekako in bdim nad tem, da se turizmu posveča dovolj močna vloga, kar pa nikakor ni težka naloga, saj prav tako naš župan, gospod Saša Arsenovič, vidi in daje turizmu tisto mesto, ki si ga v Mariboru in seveda danes smo v delu Maribora tudi zaslužili. 30 letja uspešnega delovanja društva kažejo, kako lahko prava vizija in povezanost ljudi rodi lepe in pomembne zgodbe. Leto za letom seveda. Te zgodbe, kot ste že sami dejali, so ustvarjajo mnogokrat ali pa večinoma ljudje, ki prostovoljno delajo. Te zgodbe pa so ustvarjajo čudovito turistično razglednico kraja in seveda našega mesta Maribora. Zgodovinsko najpomembnejši in nacionalno najbolj odmeven je dogodek, ki se je v Pekrah zgodil ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991.
Odločnost in odločenost prebivalcev Peker in celotnega Maribora, da bodo branili samostojno državo, sta pustili velik simbolni pečat v zgodovini naše države Slovenije. Za organizacijo vsakoletnega spominskega pohoda v Pekrah pomagate ohranjati spomin na te za osamosvojitev države izjemno pomembne dogodke. Turizem smo ljudje je slogan, ki ga že dolgo poznamo, in Turistično društvo Pekre to zelo dobro dokazuje. Z različnimi aktivnostmi in povezovanjem turistično društvo skozi vsa ta leta ohranja in obuja pekrske stare običaje, prireja športne aktivnosti in aktivnosti za otroke ter skrbi za promocijo bogatega vinorodnega okoliša. Vsem poznanim pekrski klopotec in ostale uspešne dejavnosti znatno prispevajo k ohranjanju lokalne kulturne dediščine. Z veseljem vam pa lahko povem, da sem sama v predstavah v okviru festivala komedije, ki jih društvo uspešno organizira, kot smo slišali, že 15 let, tudi sama neizmerno uživala in se seveda tudi iz srca nasmejala. Organizacija tega kulturnega dogodka ni pomembna zgolj za Pekre, ampak tudi za Maribor in širše. Ob tej priliki želim izpostaviti dobro sodelovanje Turističnega društva Pekre z mestno občino Maribor in hkrati dajem kot podžupanja obljubo, da si bomo prizadevali in podpirali razvoj turistične društvene dejavnosti tudi v bodoče. Ob tem zavidljivem jubileju vam v svojem imenu in v imenu mestne občine Maribor iskreno čestitam in vam želim seveda še mnogo uspehov in še več kot enkrat toliko uspešnega dela. Lep večer in hvala. Hvala lepa, gospa podžupanja, za vaše prijazne besede in seveda tudi za vašo obljubo. Na oder sedaj vabim današnjega slavnostnega govornika, gospoda Pavleta Hevko, predsednika Turistične zveze Slovenije. Pozdravljeni krajani Peker in spoštovani gostje. 30. obletnica Turističnega društva Pekre, ki jo praznujemo na današnji svečanosti, je prav zagotovo dogodek vreden ne samo omembe, ampak spomina na prehojeno 30-letno pot. Od prvega poskusa ustanovitve turističnega društva v vašem kraju v letu 1986 do tiste ta prave ustanovitve v letu 1988. Eden od osnovnih namenov za ustanovitev društva je bila velika želja po izgradnji teniških igrišč, kar so prvotni člani udejanjili že kmalu po začetku aktivnega delovanja društva. Vse od ustanovitve dalje pa je vaše društvo napredovalo in raslo v skladu z napori, zagnanostjo in ustvarjalnostjo posameznikov, ki so predstavljali in še dan danes predstavljajo gonilno silo in dušo Turističnega društva Pekre. Za vse prostovoljne člane, ki danes delujejo v društvu, sta najlepša nagrada in najvišje plačilo le za zadovoljstvo z dobro izvedeno prireditvijo, uspešno ohranjena tradicija in inovativno izdelan turistični spominek, ki Pekram kot kraju, ki je kar malce zakrit v objemu velikega Maribora, daje svojevrsten in pristen pečat samoniklosti in neodvisnosti. Od ustanovitve do dan danes ste člani prevzeli pod svoje okrilje pripravo vseh martinovanj, kar se že za Štajerce več kot spodobi. Za tiste najmlajše in tudi tiste že prav velike otroke pa proti koncu leta pripeljete kar vse tri dobre može, Miklavža, Božička in Dedka Mraza. Saj še naš slovenski pregovor pravi, vse dobre stvari so tri. Zato je ta trojček novoletnih rajanj več kot dobrodošla turistična poteza. In ker si štajerskega konca povprečni Slovenci ne moremo niti zamisliti brez pusta, znate izvrstno poskrbeti tudi za to plat veselja in radosti. Da pa ne bi ostal samo pri pustnih šemah, ste začeli tudi z izjemno zahtevno pripravo in organizacijo vsakoletnega festivala komedije amaterskih dramskih skupin, ki poteka že 14 let in sicer vse od leta 2005,
ko se s tem danes že zelo razpoznavnim festivalom zaorali začetno ledino in uspeli. Najbolj domač, najbolj vaš pa je vsekakor tradicionalni spominski pohod Peker 91. 23. maj 1991, s katerim ohranjate in negujete spomin na najbolj dragoceno dediščino celotne Slovenije in vseh Slovencev. Vaš kraj in vaši ljudje so bili namreč priče začetka osamosvajanja naše današnje samostojne in neodvisne države. Leta 1994 ste Slovenijo okrasili z največjim klopocem, velikanom, katerega ena letnica meri v dolžino kar 8 metrov. Seveda, ta klopotec povzroča tudi primeren hrup, ki ni všeč prav vsem sosedom. Kot turistična znamenitost pa ima še vedno svoj privlačno moč za vse, ki uživajo v starodavni ljudski tehniki. Tudi Turistična zveza Slovenije je zaznala tudi turističnih navdušencev vašega društva ter prostovoljnega gasilskega društva Pekre in njegovim gasilcem in vam leta 1994 podarila zlatno vrtnico za najlepše urejen gasilski dom v Sloveniji. Hortikulturna sekcija vašega turističnega društva je pri tem prav gotovo imela vmes svoje zelene prste. Sodelovanje prostovoljnih gasilcev in članov turističnega društva Pekre pa ni omejeno le na lepo okolico gasilskega doma. Složno organizirate tudi pekarsko noč, ki je prava štajerska čaga. Danes je sicer nazdravite z vinskim likerjem, v 70 letih prejšnjega stoletja pa je glavno vlogo pri razbistritvi oči in duš igral Pekrčan, nabran in pridelan iz vinskih trt okrog Pekar. Še prav posebej pa je treba pohvaliti dobro pripravljene in izvedene čistilne akcije, s katerimi ohranjate in vzdržujete vaš kraj lep, prijazen in urejen za domače in tuje turiste. In seveda za vas, domačine, ki tukaj živite in bivate. Vem, da člani vašega društva skrbite še za množico drugih turističnih dogodkov, kot so organizacije izletov in potopisna predavanja za domačine, vaša dekleta in žene pa rade pripravijo kuharske tečaje domačih tradicionalnih dobrot. Za vso to množico atraktivnih, zabavnih in poučnih turističnih prireditev, dogodkov in storitev si Turistično društvo Pekre in vsak od njegovih okvirno 65 članov naj bi bilo zaslužiti vso pohvalo, zato vam v 30. obletnici delovanja vašega društva iskreno čestitam in vam želim, da bi še naprej tako vzorno skrbeli za kraj, iz katerega je zagorela prva iskrica za plamen samostojne Slovenije. Hvala. Hvala lepa, gospodu Hevki. O našem kraju in delovanju Turističnega društva Pekre je bilo povedanega mnogo. In zdaj je čas, da se v teh besedah prepričamo tudi sami. V preteklih mesecih smo veliko naporov vložili v snemanje in produkcijo filma o znamenitostih in lepotah kraja Pekre. Sledi torej Pekre v sliki in besedi. Če ga želite ponovno pogledati, kar obiščite našo spletno stran, objavili ga bomo tudi najbrž, če bo le šlo, na Facebook strani, tako da mi smo povsod prisotni, poiščite nas na spletu in si ponovno ogledajte film, priporočajte ga tudi svojim prijateljem, znancem in tudi kolegom ali komorkoli drugemu iz tujih krajev naj se oglasijo pri nas v Pekrah, ker je to res lepo. Sedaj pa sledijo priznanja zahvale, ki jih prejmejo najzaslužnejši člani, ki so s svojim delom pripomogli, da društvo izjemno uspešno deluje že 30 let. Sedaj vabim predsednika Turističnega društva in predsednika Turistične zveze, da se mi pridružita na odru, boste mi v majhno pomoč. In na oder vabim tudi gospoda Bojana Čerteliča. Bojan
Milan je član društva že od ustanovitve, pa do danes in njemu gre tudi zasluga za ustanovitev društva. Se je bil soustanovitelj društva pred več kot 30 leti, torej že leta 1988. Kot član je tudi zelo aktiven pri festivalu komedije in spomenskem pohodu Pekre 23. maj 1991. Na oder vabim gospoda Milana Pavlina. Milan je član društva že od leta 1994 in ni prireditve, v kateri ne sodeluje. Če jih nekaj naštejemo, festival komedije, Pustno rajanje, Postavitev klopotca, Vinska trgatev, Peka kostanjev, Božičkovanje in mnoge druge. Po posaditvi vinske trte, torej naših Pride, v času vstopa Slovenije v EU in NATO, je postal viničar društva. S svojim delom društvo izstopa in ga odlično predstavlja ter skrbi za ohranjanje starih običajev. Zaradi njegovega veselega značaja je zelo priljubljen na vseh prireditvah. Na oder vabim gospoda Rada Papeneca. Gospod Rado že 15. leto s turističnim društvom Pekre orje ledino festivala komedije Pekre. Komedije festivala amaterskih dramskih skupin in opravlja selektorsko vlogo za samoraslo, ljubiteljsko kulturno manifestacijo, ki jo sprejemajo in upoštevajo po vsej Sloveniji in na ta način približuje ljubiteljsko gledališko kulturo in dejavnost širši javnosti. Z njegovimi življenjskimi izkušnjami in mentorskimi nasveti je festival presegel meje Slovenije, saj ni prepoznaven samo pri nas, temveč je znan tudi v zamejstvu. Iskrene čestitke. Ilka Riedl je naslednja. Ilka je svoje prve odbevne korake pričela s članitvijo v turistično društvo Pekre leta 2002. Od leta 2005 je predsednica organizacijskega odbora festivala komedije Pekre, festivala amaterskih dramskih skupin. Le-ta je po njeni zaslugi slovi po odlični organizaciji. Kot pravijo kulturno-umetniška društva, ki na festivalu sodelujejo, se v Pekrah počutijo zelo dobrodošli in zasluga je v veliki meri prav njena. Naslednji se mi bo na odru pridružil gospod Stane Vauda. Stane je eden zaslužnih članov turističnega društva Pekre, ki se že 28 let zapovrstjo ukvarja z izvajanjem tradicionalnega spominskega pohoda Pekre 23. maj 1991, ki je leta 1995 prišel v organizacijo našega društva. Stane, iskrene čestitke. Zdaj pa ne rabim več nikogar klicati na oder, ker je naslednji nagrajenec, gospod Zlatko Partlič, naš predsednik. Zlatko je predsednik društva že leta 1994, 7. mandat. Kot predsednik društva je v tem času veliko postoril za društvo in prepoznavnost kraja, se svojimi idejami in s pomočjo ostalih članov društva izpeljal vse projekte društva. Gospod predsednik je tudi idejni ustanovitelj Občinske turistične zveze Maribor. Sedaj na oder vabim tudi gospoda Janeza Ribiča, predsednika Štajerske turistične zveze. Štajerska turistična zveza podeljuje turističnemu društvu Pekre ob 30. obletnici delovanja pisno priznanje z zlatim znakom.
Turistično društvo Pekre je že v začetku delovanja organiziralo Pekrsko noč, ki je privabila več kot 5000 obiskovalcev. Aktivna je bila teniška sekcija, ki si je zadala nalogo izgradnjo tenis igrišča. Delovanje in program Turističnega društva Pekre se je iz leta v leto širil in dopolnjeval, prav tako število članov. Tako je društvo organiziralo otroško pustovanje, postavitev klopotca, božičkovanja za otroke. Organizirali so čistilne akcije, delovala je tudi hortikulturna sekcija. Od leta 1995 organizirajo spominski pohod, od leta 2005 pa so organizatorji festivala komedije amaterskih dramskih skupin. Tako so postali prepoznavni po vsej Sloveniji. Danes deluje društvo potopisno izletniška sekcija, ki organizira izlete za člani, predavanja o kulturi in lepoti dežel izven naših meja. Izdelali so zloženko znamenitosti kraja in na vpadnicah v kraj postavili informacijske table. Za 30. obletnico delovanja prejmejo torej pisno priznanje z zlatim znakom Štajerske turistične zveze. Spoštovani gospe in gospodje, dovolite par besed. Najprej vas vse skupaj lepo pozdravljam, posebej prav pozdravim seveda predsednika Turistične zveze in pa vse vas visoke goste, ki ste se danes tukaj zbrali, seveda tudi predsednike sosednjih turističnih društev. In me veseli, da na takšen način počastimo Turistično društvo Pekre za kar 30 let njihovega prostovoljnega delovanja. Veliko ciljev so si zadali, veliko so jih tudi, smo slišali, dosegli. In nekako, če človek dela nekaj dobrega za kraj, za svoje sokrajane, za mesto, je nekako ga tudi samega sebe bogati, je na nek način vedno nagrajen. In bi se rad zahvalil vsem članom in članicam Turističnega društva, vsakemu posebej, za veliko prostovoljnega dela. Nekako pozabljamo zadnje čase, nekateri se vključujemo, želimo nekaj narediti za svoj kraj, za svojo okolico, nekateri to gledajo nekako drugače, ampak velikokrat se tudi želimo, da bi oblastniki ali občinski ali državni to prepoznali in tudi na nek način nagradili to naše delo tudi z nekimi sredstvi, kajti tako bi še lahko dosegli še višje cilje. Veliko na takšen način s prostovoljnim delom naredimo za naš kraj, za naše kraje, za našo Štajersko, za našo Slovenijo in tudi zaradi tega radi k nam prihajajo vse več turistov. Govorimo, kako močen bi naj bil turizem, turistična panoga za našo državo. No, hvala še enkrat vsem, da ta cilj uresničujemo in pri njem pomagamo. Vsem vam pa želim vse dobro tudi v prihodnje in nekako radi rečemo, dobro je delati dobro. Delajte še naprej dobro. Hvala lepa. In sledi še zadnje priznanje. Občinska turistična zveza Maribor je Turističnemu društvu Pekre pred 5 leti, torej ob 25. obletnici delovanja, že podelila zlati znak. Za letošnjo obletnico so podali predlog za bronasti znak Turistične zveze Slovenije. Priznanje torej podeli gospod Pavel Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije. Prosim za eno fotografijo, če smem, bi malo skupaj stopili. Kot rečejo, regres. Ne sir, regres. Brez truda vas, članic in članov Turističnega društva, tudi jaz in pa društvo ne bi bilo tako uspešno. Rad pa bi danes podarili v vašem imenu 2 lepi darili. Našemu predsedniku Turistične zveze Slovenije podarjamo film, ki ga je ravno kar gledal.
oder bi povabil tudi podžupanjo, gospod Alenko Iskro, saj zelo dosti sodelujemo z mestno občino Maribor, pa ker redko kdaj pridejo v Pekre, da bo vse film gledali. Samo prekontroliram, v redu, hvala. Kolikor bi še kdo želel spregovoriti kakšno besedo, mu sedaj dajem priložnost. Pozdravljeni ob takem krasnem jubileju, ob tako lepih besedah. Mislim, da bi bilo vse odveč še karkoli dodati. Predvsem bi rada dodala to, da sem zelo ponosna, da so v tem kraju takšni entuziasti. Jaz mislim, da bi si bilo treba za vzor vzeti posameznike, ki že res vrsto let neutrudno delajo v tem kraju. Spoštovani predsednik, dobro vas poznam, vem, da ste zelo aktiven. Ob vas je tudi gospa Ilka, iskrene čestitke obema. Predvsem pa iskrene čestitke vsem tistim gospem in gospodom, ki so nekje v ozadju in so zelo, zelo prizadevni. Ponosna sem, da sem lahko predsednica v takem kraju in pa predvsem zaradi tega, ker je Pekre že res prepoznavno v celi Sloveniji. Iskrene čestitke in hvala lepa. Še imamo pozdravljene govore, ker izvolite. V imenu sosednjega turističnega društva Limbuš iskrene čestitke k današnjemu jubileju. Upam, da boste tako uspešno delovali še do 50 ali še kakšne višje obletnice. Na ta dogodek pa vam tudi poklanjamo skromno darilo, gospod predsednik, z željo, da bi društvi res še naprej uspešno delovali. Delovali bomo, spili bomo pa sami. Še eno. Majda Cenc, ki je sicer tudi naša članica, bo pa zdaj najbolj par besed povedala v imenu kulturno-umetniškega društva. V imenu Društva upokojencev Limbuš Pekre sem članica in me je gospod predsednik Drago Koletnik prosil, da spregovorim par besed. Najlepša hvala za povabilo in čestitam vam za 30-letnico plodnega delovanja. Želim vam še naprej tako, da bi tako plodno delovali kot sedaj. Hvala vam. Tako, zdaj mislim, da smo v dvorani zaključili. Imam pa še eno poslanico, kolegov iz turističnega društva Sloča Trenta, katere predstavnik se zaradi bolezni danes slovesnosti ni mogel udeležiti. In sicer pravi takole. Spoštovane članice in člani turističnega društva Pekre, cenjene krajanke in krajani Peker. Dovolite, da vam ob vašem prazniku 30-letnici delovanja turističnega društva Pekre v imenu turističnega društva Sloča Trenta iskreno čestitam. 30 let je dolga doba, v katerem se zgodi marsikaj. Verjamem, da je vaše društvo v tem času nanizalo veliko kamenčkov v svoj mozaik delovanja, ter da je zbirka spominov polna. Predvsem nas veseli, da smo v teh letih stkali pristne medsebojne vezi, ki jih bomo v bodoče samo še nadgrajevali. Tako kot vsa društva, ki delujejo na prostovoljni bazi, prihodnje tudi vas čaka polno izzivov. Zato vam želim ugodnega vetra v jadra vašega turističnega društva in uspešno delovanje v naslednjem obdobju.
Na koncu sprejmite moje osebno opravičilo, ker danes nisem z vami, vendar mi je zdravje tem tednu žal prekrižalo načrte. Z lepimi pozdravi iz doline Trente, v imenu upravnega odbora Turističnega društva Soča Trenta, Božo Bradaškja. Tako, 1 ura je mimo, prireditev smo uspešno pripeljali k koncu. Upam, da ste se v naši družbi prijetno počutili. Če ne prej, se vidimo drugo leto marca na 16. festivalu Komedije Pekre. Vljudno vabljeni, nasvidenje in lahko noč.